Še ena. Ne skrbi me, da so ljudje pozabili nate. Skrbi me, da si pozabila sama nase. Nekoč sem prebrala zgodbo o kitih, ki so se prostovoljno odločili za smrt, tako da so nasedli na brežini in se izstradali. Oče me je pred nekaj leti zagrabil za zapestje in me poskušal na silo zvleči do kuhinje. Izgubila sem zavest. Prebudila sem se v svoji sobi, oče in mama pa nikoli več nista ponovila tega poskusa. Hrano mi nastavljata pred vrati. Ponjo grem šele zvečer, ko spita. Previdno odprem vrata in z roko potipam predse, zagrabim pladenj s hrano in za seboj zaprem vrata. Nekajkrat sem poskusila odpreti vrata svoje sobe in stopiti čez prag, pa se je moje telo pričelo tresti, pred očmi pa se mi je meglilo. Sama sebe sprašujem, v čem se soba razlikuje od zunanjega sveta. Vsak predmet v sobi ima točno določen položaj, svoj prostor, ki sem mu ga do milimetra natančno odmerila. Na ta način ima vsak predmet svoje lastno življenje v sobi. Všeč mi je, da predmeti svoje življenje živijo neslišno in niso moteči. Brez besed sobivajo z menoj. Ljudje so drugačni, delajo zlo in hrup, želijo več prostora in si ga ves čas prilaščajo. V svoji sobi opazim vsako najmanjšo spremembo. Lego predmetov sem si označila do milimetra natančno in moti me, če se kakšen predmet premakne z te točke. To mi povzroča bolečino. Nekoč sem po nesreči premaknila svinčnik na mizi, ki sem mu določila položaj. Bil je malce oglat. Vseh svinčnikov z okroglo obliko sem se znebila, saj so preveč nemirni. Že manjši prepih jih premakne. S postiljanjem postelje se ukvarjam ure in ure, preden sem zadovoljna. Ne prenesem, da so na posteljnini gube. Ko je postelja brezhibna, na njej več ne poležavam, ker bi me njena nagubanost vznemirila. V sobi imam lesen stol, na katerem sedim. Nekoč sem odprla vrata in z roko segla po hrani. Na pragu sem otipala neznan predmet. Bil je hladen in hrapal. Povlekla sem ga v sobo in zagledala prenosni računalnik. Celo noč sem razmišljala o tem, kako bo uporaba računalnika vplivala na moj svet. Naposled sem se odločila, da ga ne morem sprejeti in ga postavila pred vrata sobe. Pred nekaj tedni se je v okno zaletel vrabec in obležal na okenski polici. Zasmilil se mi je in odprla sem okno. Ptico sem vzela v dlani in jo opazovala. Čez nekaj časa se je pričela premikati in vrnila sem jo na zunanjo stran, na okensko polico, kjer sem jo tudi našla. Ptica zdaj vsak dan prihaja na okensko polico, kjer ji nastavljam kuhan riž in kosek kruha. Sprva je bila zelo previdna, zdaj pa, če odprem okno, prileti v sobo. Morda se bom nekega dne tudi sama opogumila in odletela skozi okno. Morda. Požrešno. Praznine so postale prepolne, zato jih praznim. Ostala je samo še sluz, a sem kljub temu znova vtaknila prst v usta. Globoko vase sem ga porinila in začutila znani krč, ki je stresel telo. Ta krč je bil nekaj najlepšega in hkrati najgršega, kar je lahko ustvarilo moje lastno telo. Glasilke so se oglasile, ko je iz mene stekla sluz. Tako, konec je, sem pomislila. Prazna sem, do konca sem prazna. Zdaj lahko začnem znova. Uro pred praznjenjem sem se zbudila, prepotena. Sanjalo se mi je, da me zasleduje bogato obložen sendvič z vsemi dodatki, kar si jih lahko zamislim. Pot do kuhinje sem poznala do obisti. Kako ne bi? Kuhinja je bila zraven stranišča moj najstrašljivejši kraj. Tukaj se je moj zločin vedno začenjal in končeval. Sledilo mu je obdobje samoobtoževanja in trpinčenja.
Velikokrat sem se vanjo prikradla po noči iz zasede. Živela sem sama, a kljub temu med mojimi nočnimi okupacijami kuhinje in stranišča nisem prižigala luči. Luč bi pomenila, da sem sama sebe zalotila med dejanjem. Po noči sem prekršila pravilo, ki sem ga dala svoji zdravnici. Pred 2 mesecema sem ji obljubila, da ne bo nobenega žretja več, nobenega bruhanja in samoobtoževanja. Vse to, da je zame preteklost, sem ji govorila. In nisem lagala. Takrat sem res mislila, da bo tako, da se bom zmogla upreti skušnjavi. Že nekaj dni sem slutila, da bo znova prišel moj čas polnjenja in praznjenja. A da se bo zgodilo tako hitro, na to kljub temu nisem računala. V temi sem se prikradla do kuhinje. Sprva sem vratca kuhinjskih omaric odpirala počasi in previdno tipala za vsebino. Odpirala sem kozarce z medom, vase sipala kosmiče in druge žitarice, tudi konzerva fižola ni šla mimo mene. Čutila sem, kako žival v meni raste, si me prilašča, dokler ni popolnoma podivjala. Roke so pričele svojo divjo igro odpiranja omaric, prsti niso več previdno tipali po notranjosti, grabili so, trgali, cefrali, mečkali. Jezik je sikal pred mojim obrazom, oblizoval se je, sesal z vso silo in se gibal v vse smeri. V sebe sem basala domačo slivovo marmelado, s prsti grebla po margarini, jogurtih in po kozarcih s kislimi kumaricami in vloženimi gobicami. Pojedla sem vse klobase in sir, ki sem ga hranila za zajtrk. Za konec sem zmazala še posušen paradižnik in kokosovo moko. Da o kruhu ne govorimo. Tako dolgo sem žrla, dokler se nisem onesvestila. To je bil blazen občutek polnosti, ki mi je povzročal nepopisno bolečino. Ko sem odprla oči, sem pod seboj začutila hlad kuhinjskih ploščic. Vstati nisem mogla, me je preveč bolelo. Po vseh 4 sem se odplazila do straniščne školjke, ki je bila že razprta. Čakala je name, da me odreši muk. Prst v prvo ni bil potreben. Dovolj je bilo že to, da sem se nagnila nad školjko in zavonjala okus po postanem urinu. Telo se je streslo in iz mene je bruhnila vsebina nekoliko kiselkastega okusa. Ko se je telo praznilo, je vame vstopala prijetna toplota. Kot bi se čistila in iz sebe praznila ves gnoj, ki se je nabral po kotičkih. Še malo se moram sprazniti, še malo tega dobrega občutka hočem, sem si govorila. Lahko zdaj začnem znova. Vedela sem, da praznjenju sledi manj lepo obdobje, ko se bom grajala, samo obtoževala in ko bom mrtva. A potem bo spet prišel tisti trenutek, za katerega sem ustvarjena. Telo se bo napolnilo, da se bo lahko v popolni ekstazi spraznilo. To je ta dober občutek, ki me dela živo. Brez tega občutka sem samo lupina. Dragi gledalci, drage gledalke, lepo pozdravljeni v naši oddaji Splet besed. Danes smo na začetku slišali branje, in sicer branje kratke proze, katere avtorica je Aleksandra Jelušič Pika, ki je danes tudi z menoj. Vidiva se pa danes samo preko Zooma, kajti nekako nam je dogodek v živo padel v vodo, ampak nič hudega, mislim, da je tudi tale Zoom en poseben medij. Tako da, Aleksandra, lepo pozdravljena. Lep pozdrav, pozdravljeni. Kako si in kaj počneš? Torej, dopustniško, ujeli sta me ravno na Bledu, ker sem si privoščila kratke počitnice, tako da pošiljam en lep pogled na okoliške gore, torej v našo Panonijo. Glede na to, da smo z gospo Lučko že predtem prijetno klepetale pri tem dogodku, moram reči, da zelo dobro. Aleksandra, jaz predlagam, da nekako prestopiva to mejo in se tikava, tako da mislim, da bo tako tudi bolj sproščeno. Kaj praviš, kakšno je bilo moje branje tvojih besedil? Si bila zadovoljna? Ja, zelo.
moram reči, da vsakič sem presenečena, ko nekdo drugi bere mojo literaturo, ker skozi druga usta čisto drugače te besede zvenijo in zdi se mi vsakič znova, kot da v bistvu prvič prebiram zadeve, ki sem jih dejansko sama zapisala. Tako da zanimiv občutek, ja. Moram pa reči, da sama pa najrada berem svoje stvari. Mi je veliko lepše, če nekdo drugi prebere. Tako da hvala. Ja, ni zakaj. Po eni strani je tudi glasno branje nek posebno doživetje, na en drug način tudi vstopiš v besedilo, na en drug način stopiš do recimo glavnega lika, kajti vseeno nekako javno prebrati je na nek način se tudi poistovetiti, ker je pač nekako kot da ti sam govoriš to, tako da tudi tebi hvala, tudi meni je bila zanimiva izkušnja tega glasnega branja. Kaj pa recimo poezijo, tudi poezijo imaš raje, da prebere kdo drug? Ja, raje imam, če nekdo drugi prebere moje stvari. Na ta način tudi jaz uživam, ker ponovno malo z drugačno interpretacijo slišim zapisane zadeve in to si dobro povedala, na nek način za to drugačno interpretacijo, potem tudi na drugačen način stopaš v svojo literaturo. Se ti odpirajo neki novi horizonti, če lahko tako rečem, ja. Res je. Ja, saj si mi dala nekako tudi eno idejo. Ponavadi smo sicer res do zdaj imeli, da avtorji berejo sami lastne tekste, ampak bi bilo najbrž tudi zanimivo, da kdaj naredimo tudi eno, ne vem, premet vlog in da beremo besedilo drug drugega. Ja, super ideja. Ja. Odlično. Vsake stvari se izcimi nekaj. Ja, kadar v tej interakciji umetnikov, ki ne samo, da prihajajo recimo iz drugih področji, tudi da se ukvarjajo z drugačno vrsto umetnosti, ob trku tega se res lahko rodijo popolnoma nove, presenetljivo nove zadeve. Ja, upam, da bomo lahko kdaj kaj takega tudi izpeljali. Naša oddaja je tudi odprta za tovrstne projekte, tako da... Odlično. Tako da hvala. Zdaj, Aleksandra, jaz sem te povabila kot zelo zanimivo avtorico. Zdaj nekaj sem sicer poznala že prej, nekaj sem zdaj na novo spoznala, si pa pač tudi precej, pišeš precej redno, tako da poleg redne službe je to tudi najbrž tudi zahteva enega celega človeka. Ja, moram reči, da po izkušnjah so najbolj potentni avtorji prav tisti, katerih to ni tista primarna dejavnost, katero se ukvarjajo. Ker verjetno, če je to tvoja primarna dejavnost, potem se na nek način prazniš, ker si preveč fokusiran samo na pisanje. Nimaš ostalih področji, ki bi te polnile. Po drugi strani pa je slovenski trg tak majhen, da kot umetnik težko preživiš samo od umetnosti. Kar pomeni, da tudi ne moreš izbirati, kaj bi pisal. Torej, ni vse samo potem v tvojih rokah, Če pa imaš neko zaposlitev, pa potem dejansko se ti odločaš, kdaj boš pisal, glede na tvoje notranje pokrajine, ko začutiš, jaz pravim temu flow, ali ustvarjalno mrzlico, da takrat se lotiš pisanja in tudi lahko izbiraš slogovno, kaj boš pisal. In to se mi zdi pozitivno. Zdaj glede časa, mislim, da imamo vsi dovolj časa. Sami se odločamo, zakaj ga bomo porabili. Zagotovo vsak med nami vsaj 2 uri na dan pred televizorjem zvečer preživi, ker mu je to sprostitev. Meni je pač sprostitev pisanja, imam obdobje, ko pišem, in branje. Jaz temu pravim po domače filanje.
To je pač tisto obdobje, ko berem, ko malo druge avtorje spoznavam in pride do spet tega prepleta nekih novih idej, spoznanj. Tako da se to nekako izmenjava in ja, če jemlješ to z ljubeznijo, če jemlješ pisanje, da je to del tebe, da je to ta tvoja strast, žar, potem nič ni težko, ne. Vse gre nekako, se dobro prepleta. Ja, saj glede na to, da res, da nas je ogromno takih, ki pač pišemo še zraven nekih drugih zadev, pač očitno je ta strast res vedno premaga, ne, tudi pomanjkanje časa, tako da. Zdaj, Aleksandra, midve bova nekaj rekli o tej tvoji zadnji zbirki, pa nekaj malo o kakem drugem besedilu. Zdaj najprej bom pa za vse tiste, ki te ne poznajo, samo preberem tvojo kratko biografijo, toliko, da vemo, kje nekje se orientiramo in kam potem voditi besedo. Torej, Aleksandra Jelušič Pika, rojena 1976 v Mariboru. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru je študirala marketing, kasneje pa magistrirala iz poslovnih ved. Zaposlena je v podjetju Talum kot svetovalka za odnose z javnostmi ter urednica časopisa Aluminij. Leta 2009 je izšla njena prva knjiga, zbirka kolumn, fotografij in pesmi z naslovom Postanki v času. Leta 2015 sta izšli dve njeni pesniški zbirki, Z jezikom ti pišem pesem ter Stvari kot so. Njena pesem Lolita se je uvrstila med 3 najboljše pesmi na festivalu erotične poezije, ki je prepoznaven pod nazivom Muza pri muzah z muzami. Leta 2018 je v sodelovanju s pisateljem Miho Remcem pri založbi Amaljeti in Amaljeti izšla njuna ptujska trilogija, ki je pač žanr znanstvena fantastika. Naslov prvega romana je Klonski greh, drugega romana Pajčevine časa in tretjega romana Petovionsko razgrešenje. Istega leta je izšla tudi njena knjiga pravljic Dogodivščine glavnika Kodra, Krtka Robija in Črvička Mufa, ter v sodelovanju s pisateljem Milanom Petkom Levokovim 3 ugankarske knjige: Uganke iz dežele Škretov, Uganke iz dežele Palčkov in Uganke Marka Pola. Leta 2019 je izšel njen mladinski roman Računajte na nas in leta 2020 knjiga kratke socialne proze z naslovom Brezobrazne. Leta 2021 pa je izšel mini roman za pogumne deklice in radovedne fante z naslovom Kiki in gospa Štrudelmajer. V prostem času se ukvarja s fotografijo in grafičnim oblikovanjem. Njene fotografije krasijo naslovnice kar nekaj knjig, sodelovala je pri prenovi celostne podobe kleti Krško in je še zunanja sodelavka projekta Dobrote slovenskih kmetij, kjer je zastavila prenovljeno celostno podobo ter digitalizirala katalog. Tako da, Aleksandra, najbolj mi pade v oči ravno ta raznovrstnost žanrov, ki se jih lotevaš. Pravi, nekako si se že lotila romana in sicer celo v sodelovanju z drugim avtorjem, lotila si se že poezije, potem kratke proze in pa seveda imaš kar lep nabor besedil za otroke. Kako je recimo to s temi žanri? Kako se odločiš, kateri žanr boš izbrala in kje si mogoče ti kot avtorica najbolj doma? No, to je ta svoboda, o kateri sem prej razlagala, da dejansko, če nisi toliko odvisen samo od pisanja, da potem lahko eksperimentiraš. In jaz zelo rada eksperimentiram, rada v bistvu posežem na vsa področja, ker tako, to je kot pri glasbi ali pa ne vem, kot pri filmu, primerjalno, ne. V vsakem žanru lahko najdeš dobre zadeve, pa tiste, ki pač so ti manj všeč. Ampak pomembno je, ta raznolikost je pomembna, ne, da dejansko kot avtor se iščeš. In če ti ne preizkusiš različnih slogov, različnih področij, potem seveda tudi nikoli ne moreš ugotoviti, katero pa je tisto področje, ki je
najbolj nekako ustvarjeno za tebe. Zdaj, kako se odločim, kaj bo tisti trenutek moj projekt oziroma o čem bom pisala, to so pa tisti vmesni momenti branja tuje literature, domače literature. Tudi tukaj sem žanrsko, probam biti zelo raznolika, brati vse. In potem tisto področje žanrsko, ki ga najbolj začutim, pač rečem, ok, dajmo probati nekaj tukaj pač na tem področju nekaj ustvariti, da vidimo. Zdaj, katero področje je najbolj moje? Mislim, da je v tem prostoru ostalo zdaj še mogoče kot žanr kakšna dobra kriminalka. Zelo rada jih berem, krimiče, in imam občutek, da bi se pa tukaj mogoče dolgoročno nekako najbolj ujela, no, ampak dajmo čas. Je pa pri pisanju tak, ne, da počasi zoriš, začneš najprej mogoče. Jaz sem začela z pesmimi, to je kratke zadevice, v bistvu gre za zgodbo, ampak miniaturno zgodbo, če lahko tako rečem, v malo pač drugem stilu. Potem nadgradnja je bila kratka proza, potem pa pridejo nekako daljši teksti. Tako je šla moja ta pot, ne. Tako da tu žanrsko so še vse možnosti odprte, torej se še iščem. Ja, to bi še rada povedala, da glede pisanja kratkih zadev pa daljših zadev, ne, ugotovila sem, da je najtežje pisati dejansko kratke zgodbe, kratke novele. Haiku je recimo pesniška, ne, zdaj, če gremo v pesniško zvrst, zaradi tega, ker ti v tem kratki formi moraš povedati celo zgodbo. In bralec mora začutiti celo zgodbo, moraš pa mu znotraj tega okvirja pa vsem ti dovoliti, ne smeš vse povedati, mora ostati neka skrivnost. V kratki prozi se ponavadi ta skrivnost, je ta skrivnostnost na koncu, ne, ko zadeva na nek način ostane odprta ali pa se popolnoma zasukajo v drugo smer, nekaj, kar bralec ni pričakoval. In ja, vsako področje pa je na novo izziv in na novo en užitek te same poti, ne cilja, ampak ta užitek poti, ko raziskuješ, ustvarjaš, ko iščeš nove možnosti, nove ideje in to se prepletaš, ne. Potem, ko prideš do cilja, na koncu ugotoviš, da tisto najmanj lep del, zato ker ga dosežeš, ker ni več tistega notranjega flowa, ne, tiste ustvarjalne mrzlice, če lahko tako rečem. Ja, takrat samo še čakaš, kaj bojo rekli bralci. Ja, kaj bojo rekli drugi, tako. Ja, saj v bistvu glede žanrov je tudi tako, saj jezik je pravzaprav jezik, ne, in to je en ogromen organizem, iz katerega potem pač jemlješ in pač, kot sama praviš, preizkušaš, kako na različne načine v bistvu se najdeš znotraj tega svojega jezika, ne. Tako da, zdaj, jaz bi te zdaj samo na začetek bi te malo potipala, sicer ne bova se ne vem koliko ustavljale pri vajinem znanstveno-fantastičnem romanu, ampak bi ga pa z veseljem omenila, ker gre v bistvu za trilogijo, se pravi za 3 romane, in sta pač ta roman oziroma te 3 romane sta pisala skupaj z pisateljem Miho Remcem. Pa me zanima, kako je pravzaprav sodelovati v duetu, kar se tiče recimo pisanja romana. Ne vem, kako to poteka in kako sta v bistvu uspela ta dokaj zahteven žanr napisati kot recimo v paru, v sodelovanju. No, najprej bom povedala, kako je v bistvu sploh prišlo do najinega snidenja, glede na to, da je šlo kar za veliko medgeneracijsko razliko, ne.
Miha Remec kot priznan slovenski, lahko rečem tudi največji slovenski pisec znanstvene fantastike, pa jaz kot takrat v tistem obdobju pesnica, ki se dejansko znanstvena fantastika prvo kot prvo mi niti ni bila toliko kot žanr blizu, pa prvič sem se preizkusila v tem žanru. Tukaj je v bistvu zbližala naju je ta sodobna komunikacija, ne, Facebook. Gospod Miha je nekaj mojih pesmi takrat prebral, bilo mu je všeč, tudi on prihaja iz Ptujskega, torej iz Ptuja, tako da tudi to imela smo neke skupne korenine. In prišla je najprej pogovarjala smo se, no, če lahko tako rečem. Jaz sem Miho Remca v bistvu cenila, poznala sem njegova dela in seveda, če bi mi kdo rekel pred nekaj leti, da bom sodelovala z njim, niti na kraj pameti mi ni padlo, da bo prišlo do tega sodelovanja oziroma da bom dobila kdaj v življenju to možnost. No in potem nekako je bila to njegova ideja, da kaj pa, če bi v žanru midva naredila nekaj čisto novega. In sicer, da bi te zadnje dve knjigi, ker Klonski greh je v bistvu bil ponatis, pa potem sta nastali še drugi pa tretji del te ptujske trilogije, da bi v drugi in tretji pa pesmi prepletla z prozo. Kot nek na novo ustvarjen slog, če lahko pač temu tako rečem. Miha Remec je splošno znan, da rad eksperimentira tako z slogovno kot z samim jezikom. Kot novinar, recimo, je si izmislil veliko novih besed, ki so se potem prijele, ne. Časnikarsko zelo prijele, tako da to je bila njegova specialnost, ene take besedne premetenke in tega tudi v tej trilogiji kar nekaj. No, vprašala si me v nadaljevanju, kako je sodelovati oziroma kako lahko dva istočasno prepletata misli pa skupaj pišeta. Moram reči, da je to zelo zahtevno, zelo težko. Mogla smo najti neko skupno ritem, v katerem smo pisala. Zdaj vemo, da se jezik skozi čas spreminja, tako da njegov jezik je bil drugačen kot moj jezik, zaradi te starostne, medgeneracijske razlike med nama, ne. Tako da že to je bil recimo izziv. Potem on kot izkušenj, jaz, ki sem se prvič znašla v tem žanru, tako da ja, moram reči, da je bilo zelo zahtevno, veliko medsebojnih usklajevanj, veliko telefonskih klicev in pogovorov, veliko slepih ulic, veliko krožnih voženj, voženj zratno in ponovnih poizkusov, ampak na koncu nam je uspelo in tisti, ki danes knjigo berejo, presenetljivo ugotovijo, da je zgodba tako dobro prepletena, ker v bistvu vloge, ne, pa tako v romanih nastopata dva glavna protagonista, moški in ženska. Ampak ni bil Miha tisti, ki je vedno pisal moško stran, smo se tudi zamenjala. Tako da tisti pač, ki so prebrali to trilogijo, pravijo, da ne morejo ugotoviti, katero pisanje je dejansko njegovo in katero je moje. V bistvu je prišlo do take, jaz pravim temu, čudežne interakcije na koncu, ne, tako da, ja, res ena nova, zelo dobra izkušnja, naporna, ampak vredna tega časa, no. Vsega vloženega dela, ja. Predvsem najbrž, ker tudi gre za en žanr, kjer so pač neka pravila, ne, ki se jih pač moraš držati, ker... Ali pa kršiti, ne.
No, oziroma ja, kršiti Ja, znotraj pač neke ja, na eno strukture. načelo je bilo v bistvu znotraj tega, obstajajo sicer neka pravila, ki si jih bomo držala, ampak obstajajo pa tudi celi kup pravil, ki pa jih bova kršila. Ja. No, ampak vedno je zanimivo, da na koncu potem nastane nekaj, kar pravzaprav stoji, ne? Pač, da besedilo nekako vseeno funkcionira, tako da je pa to najbrž tudi en zanimiv, ne samo avtorski eksperiment, ampak tudi osebni eksperiment, ne? Ja, saj v bistvu vsako pisanje knjige oziroma vsako pisanje bilo kakšnega besedila je potovanje, ampak jaz bom rekla, da bolj kot potovanje na ven je to potovanje na noter, ker šele takrat, ko ti svoje misli zapišeš, ugotoviš, kako slabo sam sebe poznaš, koliko enih svetov, mikrosvetov je v tebi. Koliko tega pride iz kotičkov in potem se vprašaš, odkot se to. Recimo, ravno pri kratki prozi, kateri bomo seveda še prišle in s katero si prebirala na začetku, no to je bil en izziv, ne. Marsikdo me vpraša, pa odkot tebi vse to, kaj si ti, mislim, to na lastni koži, vse te zgodbe doživela, ne, jih nisem, ampak te zgodbe so povsod okoli nas in mi vse to sekavamo, ne gre mimo nas, kljub temu, da poskušamo ne videti, to ne more iti mimo nas, to se vse kopiči v nas in v enem trenutku pač preko nekega kanala, ki ga ti uporabljaš, ne, kot svojega, kot kanala, skozi katerega se izražaš, pač to se skupaj pride, ne. Ja. Ja, tako da spoznava sebe, ne, predvsem s pisanjem. Ja, in je res zanimivo, da recimo ti se pa bova zdaj kar prešli na Brezobrazne, na to tvojo zbirko kratke proze, iz katere sem na začetku prebrala tudi 2 zgodbi. Pravzaprav je res zanimivo, da pač v njej zavzameš tudi različne lege pripovedovalcev, različne zgodbe, večinoma so tragične, ampak kot praviš, so nam pa pravzaprav zelo domače. Je pa res zanimivo, da nekako, ko odpremo en ventil, en jezik, da kot da nekdo drug pravzaprav, da ta lik vstopi v ta jezik in smo pač mi, mislim, pravzaprav ga mi moramo spoznati šele skozi pisanje. Kot da nekako ni naš, ampak ga moramo šele ustvariti, ne. Ne vem, je bilo tudi pri tebi tako, ko si recimo pisala vse te različne zgodbe z različnimi temami, mislim, kako si sploh prišla do teh likov? Ja, zdaj, da bodo poslušalci razumeli, kako je sploh do teh zgodb prišla, moram povedati, da tudi ta knjiga je nastala v sodelovanju. Dve smo jo pisale, ampak vsaka jo je pisala na drugačen način. Tako da spet gre za en eksperiment, ki pa je šel malo še širše. Torej, ne 2 pisatelja, ampak tukaj pa smo združile moči z fotografinjo. To je v bistvu fotografinja svetovnega kova, moram reči, da sem zelo ponosna, da imamo v Ptujčani Sandro Požun, torej fotografinjo, ki se ukvarja njo zanima predvsem človeško telo, ampak ne tisto popolno človeško telo, ki je zmanipulirano z photoshopi in tako dalje, ki jih vidimo v revijah, ampak človeško telo takšno, kot je. Torej, ta prvobitna njegova lepota. Tehnika je seveda črno-bela in ti njeni akti so res fenomenalni, ker pripovedujejo svoje zgodbe. Torej, vsako telo je neka zgodba, tukaj na teh njenih fotografijah, zdaj vidite v ozadju, se dejansko vidijo rane, brazde, koža, vsaj pač takšna kot koža človeška je, ne, z znaki bojev, padcev, sreče, veselja, gub in tako dalje in tako dalje. Jaz vsakič, ko njene fotografije pogledam, meni ta telesa pripovedujejo svojo zgodbo. Moram reči, da je potem tukaj se vključila še tretja oseba, in sicer to je bil založnik,
Robert Titan Felix, ki pa je pač predlagal, da kaj pa če bi mi naredili knjigo, ker bi v bistvu ta vizualni moment, torej njene fotografije, njene akte združili z kratko prozo. In seveda to je bil izziv, ne? In z veseljem sem se lotila tega izziva, ampak torej na začetku so bile te fotozgodbe in vsako telo, tisto zgodbo, ki mi je povedalo, sem jo jaz zapisala, ne. Kot da je avtor v nekem momentu medij, ki pač, oziroma tista usta, tisti glas, ki pač pripoveduje zgodbo neke ženske. Res je, da je ta zgodba nastala da je to moja interpretacija, verjetno Sandra, če bi povedala o teh ženskah svojo zgodbo, bi mogoče njena zgodba bila drugačna, ampak jaz sem pripovedovalec, jaz pač sem v teh slikah videla to, kar sem videla. So pa to zgodbe, ki se ves čas dogajajo okoli nas. To niso zgodbe, ki bi bile neresnične. To je v bistvu ta družbena patologija, vse to, kar slišimo, vidimo, preberemo, kar se dogaja okoli nas, pa želimo na nek način zaobiti, pomesti pod preprogo, ne videti, ampak se pa dogaja, ne. In vse te zgodbe so potem privrele na dan v tej kratki prozi, ne. Tako da gre za preplet fotografije in te kratke proze. Tako da najprej so bile dejansko fotografije. Najprej so bile fotografije. Avtorica pač recimo konstruirala to zgodbo teh teles tudi preko jezika. Tako. Dva medija, skozi katere so te ženske spregovorile svojo zgodbo, ki ni dokončna, ki ni zabetonirana, ker si bralec, vsaka zgodba je na koncu malo presenetljiva, ne, malo pusti nekega, kako bi rekla, bralcu pusti prosto pot, ne pove vsega, ne doreče vsega, tako da je bralec postane pač potem kot tretja oseba še tisti, ki zgodbo v svojih mislih oziroma v svojih razmišljanjih nadaljuje, ne. Se pa verjamem pa, da se vsak med nami najde v kakšni izmed zgodb oziroma da smo vsi mi, vse me, no, ker so tukaj nastopajo predvsem ženske, vse me smo brezobrazne, ne, smo te brezobrazne, vsaka ima svojo zgodbo, vsaka ima svoje spone, vsaka ima svoje padce, ampak vsaka se pa tudi na svoj način spopada z njimi, ne. Ja, saj, kot si rekla, je telo je pravzaprav neizčrpen vir. Platno. Ja. Platno, ja. Slikar pa je življenje, ne? Oziroma pisec pa je tukaj življenje, ja. Ja, in je tudi nekako neizčrpen vir navdiha za pač od fotografov do slikarjev. Pač vemo, da je to motiv, ki se dejansko ni nikoli v zgodovini ne izčrpal in niti stereotipiziral. Najbrž gre za enega redkih motivov, ki se ni nikoli recimo izpel na noben možen stereotip. Je pa dejansko, mislim, gre za en hecen paradoks, ne, ker smo pravzaprav dediči dualizma in dualizem je še vedno prisoten v naši družbi, se pravi, vsi imamo še vedno nekako to delitev na telo in na dušo. Ampak tovrstna literatura pa vseeno se mi zdi, da gre že malo v smer te ene bolj sodobnega, vnovičnega iskanja pravzaprav te poenotenosti, tudi v sodobni filozofiji nekako išče misel, išče spet to eno utelešenost, se pravi, da je pravzaprav telo živeta duša. Koliko si imela ti v ozadju tudi en ta občutek, da je treba tudi na ta način pristopiti do tega motiva? Ja, sodobnost nam je popolnoma izkrivila odnos in podobo do telesa.
najbolj tistega prvobitnega, najbolj naravnega, potem ga je nekako ta eros, ne, ki je v bistvu povsod okoli nas, ki je narava, eros je narava, mu je dala popolnoma en taki slabšalen prizvok, ne. In tudi zelo se je spremenil ta odnos ženske do telesa, ne, da telo mora biti popolno, da te popolnosti pa dejansko z ničemer ne moremo doseči, to popolnost, ki nam jo vsiljujejo te sodobni mediji, potem razne revije zmanipulirane in sfotoshopirane, ker so res tista popolna telesa in potem v bistvu konflikt v nas nastane, ko ugotovimo, da mi nikoli ne bomo tako dobre, da nikoli ne bomo presegli oziroma niti blizu temu idealu, ki nam ga slikajo, ker ne obstaja, ker ni realen. In tudi to ni samo na telesni ravni, tudi na duhovni ravni. Biti danes, v bistvu vsaka reklama nam pripoveduje, kaj je to popolna in idealna ženska. Ampak biti danes polno aktivna mama v službi, mama z otrokom v službi, za svojo družino in ostati popolna na način, kot nam vsiljujejo mediji, kakšna pač popolna ženska je nam omogočena. In jaz mislim, da to ustvarja, ta primerjava z nečim nerealnim, potem ustvarja ta konflikt v ženski, ne. Še vedno potem tista manj vredna ženska kot spola, ne, za katere v bistvu ta paradoks, ki mislimo, da smo ga že presegli, ga nismo, ne. In tukaj mislim, da je predvsem problem v ženski, ker tega ne znamo, me same preseči prestopiti te delitve med spoloma, ne. Skratka, vse to so tiste komponente, ki so vključene v sami te kratki prozi, ne, te konflikti, razno razni. In seveda potem pa iz tega izvirajo razne patologije, ne. Nekaj potem še življenje prinese, ne vem, razno razne situacije, s katerimi se različno spopadamo in ja, potem je to ta družbena patologija, ki pa jo najradi vidimo, ne, ker ni popolna, ker ne spada v ta okvir popolnosti, ne, ker je to odpadek družbe. Tako kot ne želimo videti svojih lastnih odpadkov, tako ne želimo videti vsega tega, kar ne spada v naš okvir popolnosti, ne. In o tem, kar danes ni všečno, ni dobro pisati, ni dobro govoriti, skratka, to je odrinjeno, ne. In o tem smo medve kot ženski želele pač spregovoriti, vsaka preko svojega komunikacijskega kanala. Sandra ves čas pripoveduje to zgodbo preko svojih fotografij, pač jaz pa preko svojega kanala, preko ustvarjanja v pisni obliki, torej preko pesniških zbirk, pa preko te kratke proze socialne, pač pripovedujem to zgodbo. Sem glas vseh teh žensk, ki spregovorijo, ne, mediji dejansko. Ja, se ogromno. Mediji, ne. Ogromno je teh nekih zgodb, s katerimi dejansko tudi ne bi imeli stika. Sama mislim, da so tukaj tudi socialni mediji naredili en dober premik v smislu, da smo s temi zgodbami tudi seznanjeni. Ker večinoma morda prej je bilo pri medijih tudi malo več recimo sita, ampak tukaj pa zdaj res pride na površje vse, od nekih potvorjenih do nekih lažnih, ampak po drugi strani pa tudi do enih resničnih stvari, s katerimi mogoče niti ne bi prišli tako intimno v stik, ne. To je res, ja. To je res, da danes v medijih je dobra novica, slaba novica in obratno, slaba novica, dobra novica, ampak vedno se moramo zavedati, da pa smo mi bralci tisti, ki ustvarjamo medije, ne.
tisto, kar mi beremo, kar želimo brati, tisto na mediji servirajo. Ja, ogromno je tega, ogromno nekih zgodb, tragičnih, bolj ali manj tragičnih, v katerih lahko beremo v časopisih. Ja, se pravim, ne, vse to je ta poligon, iz katerega lahko črpaš, ne, vse te zgodbe. Ja. In potem literatura tudi kot nek upor oziroma kot ena obramba nečesa zdravega. Ja, točno to je. Ja. Ja, bi tudi lahko tako rekli, ja. Ja, Aleksandra, meni se vsekakor zdi, da ta zbirka, tudi ne vem, mogoče malo z medijske perspektive bi, po mojem mnenju, lahko bila tudi malo bolj opažena, ne vem, ker se mi res zdi nekaj posebnega, pa tudi tematsko, pač se mi zdi, da je nujno o takih rečeh govoriti in jih približati čim več bralcem, predvsem pa bralkam, ker literatura ima tako estetsko, kot seveda tudi včasih terapevtsko vlogo, ki se je morda tudi avtorji manj zavedamo, ne. Ja, zelo lepo si to povedala, Lučka, ja. Ja, tako da so te teme tudi pač so pomembne, ne. Ja. Treba pač o njih govoriti. Tako da, Aleksandra, hvala, da si nam tako lepo predstavila, zakaj pravzaprav gre oziroma kaj je temeljni spin te zbirke. Zdaj imaš kar veliko besedil, ne moreva se sicer vsega lotiti, tako da sem pač želela to zbirko malo postaviti v ospredje. Zdaj čisto na kratko bi te mogoče vprašala, kaj ti pa imaš kar en velik delež literature za otroke, kaj ti pa predstavlja ta del ustvarjanja? Koliko je recimo v tvojem opusu, koliko mu namenjaš svoje osebne recimo angažmaja? Ja, moram reči, da pa ta otroška literatura, da to pa je eno področje, ki ga imam zelo, zelo rada, čeprav se zavedam, da so otroci kot bralci najbolj zahtevni bralci, in da se mora avtor zelo potruditi, ko piše za njih, zelo premišljeno pisati, ne, ker na nek način knjiga v prvi vrsti pri otroku mora imeti to zabavno komponento, da preko zabavne literature otrok vzljubi branje, ne, da so to zgodbice, ki so njemu zanimive, ki so pustolovske, ki se dogajajo, ki so sočne. Da to niso neki dolgočasni teksti, ki ga bojo zamorili, ki mu bojo odvrnili željo po branju. To se mi zdi pomembno. Po drugi strani pa mora biti avtor, pisec, torej otroške literature, pa toliko, če lahko rečem kar po domače, prefrigan, da tiste modrosti pa neke vzgojne, neke vrednote, ki pač jih želi prenesti mlademu bralcu, da jih zapakira na nek tak všečen način, da bojo kljub temu, ne, jaz zdaj pa me spet, ne samo, da me učitelji podučujejo, da me starši podučujejo, zdaj me želi še pisateljica podučevati, o to pa ne, ampak treba na nek tak všečen način zapakirati, da bo to, da na nek način bodo srkali, ampak ne tako na prvo žogo opazili. Da je to res en taki velik izziv, ker jaz vidim še veliko izzivov in tudi mislim, da se bom na tem področju še kar dolgo zadrževala. Ja, no mislim, da je vredno, ker tudi se mi zdi, da avtor več ko ima nekako za sabo, bolj najde en tisti smisel enega žanra, ne. Tako da bi bilo škoda recimo nekje zapustiti eno področje, ker vidiš, da rasteš, tako da jaz se veselim tvojih besedil, tudi zaradi svojega otroka, ne. Zdaj, Aleksandra, zdaj za zadnji sklop pogovora, pa bi nekako tudi postavila v ospredje eno posebno stvar, in sicer revijo za umetnost in dialog kultur Provinca.
Gre v bistvu za humanistično literarno revijo, ki je v bistvu ki je na sceni že kar precej časa, ampak nekako ne vem, ni bila prej, se mi zdi, najbolj poznana, oziroma je rabila en svoj čas, da dejansko pride nekako do bralcev, da pride tudi do avtorjev. Pa bi te lepo prosila, če mogoče poveš, kakšni so bili začetki te revije in kako je recimo ta razvoj potekal, oziroma kakva je njena zgodovina. Ja, avtorji vsekakor opažamo, da smo tudi mi po tem trendu odtujanosti postali eni taki samotni otočki. In da nam manjka tega druženja, tega prepleta intelektualnega, predvsem z tistimi ustvarjalci, ki komaj stopajo na področje ustvarjanja, ne. Da je premalo odprtih vrat, da imajo premalo možnosti, recimo ta vaša oddaja je ena izmed takih možnosti, ne, prek katere se ustvarjalec lahko recimo predstavi svoje razmišljanja, in verjamem, da iz tega se potem na dolgi rok lahko rodijo projekti oziroma da so možnosti, da odpira neka vrata, neki preplet ustvarjalni in tako dalje. No, in torej čutili smo, da tukaj, da je v bistvu, da je na področju literature en vakuum, ne, da en prazen prostor, ki bi pa ga bilo zelo dobro zapolniti. In porodila se je ideja o digitalni reviji, ki bi v tem prvi fazi projekta združila entuziaste. V bistvu mi smo bili vsi zastojnkarji, imeli smo svoje zaposlitve, ukvarjali smo se torej eni z literaturo, fotografijo in tako dalje, pa še potem smo si naložili še ta novi projekt, seveda, ne, Provinca. Pa dajmo mi začeti z nečim novim, z eno digitalno revijico. Jaz vem, da sem takrat šele stopala v to področje oblikovanja, to so bili moji oblikovalski začetki, moram reči, no. Tako da sem se kar sama lotila tudi grafične postavitve, idejne postavitve, kako bo Provinca izgledala kot revija, kaj bo rdeča nit, in potem sem jo tudi ves čas sama postavljala. Morate pa vedeti, da je to bilo tudi 80-100 strani revije, tako da to je bilo ogromno dela. Prevzela sem tudi na nek način vlogo urednikovanja, tako da velik zalogaj. Ampak Provinca, nekako vsi ustvarjalci, ki smo takrat stopili oziroma smo pričeli Provinco ustvarjati, vsebinsko tudi, smo pa čutili zelo veliki ta flow, to povezanost, mi ustvarjamo nekaj novega. Mi se povezujemo, mi komentiramo, mi se prepletamo med sabo. To je en taki dober občutek bil in to nas je gnalo naprej, kljub temu, da smo ogromno ur vložili, ogromno dela je bilo vloženega, ampak vse to je bilo nič, ko smo pač mi videli potem tega našega otroka, če lahko temu tako rečem, ne, to našo revijo, ki pa seveda je bila začetno digitalna revija. Objavljali smo jo preko Facebooka, preko pač teh digitalnih medijev, in moram reči, da bolj kot v našem prostoru je bila prepoznavna v prostoru bivše Jugoslavije. Torej, mi smo k sodelovanju povabili pisce tudi iz prostora bivše Jugoslavije, torej Srbije, Makedonije, Bosne, torej nismo se omejevali. Tako da je Provinca nekako prerasla v mednarodno revijo za dialog kultur, preplet kultur. In imeli smo tudi odlično urednico iz Makedonije, gospo Stelo Majo Vasilovski. Ona nam je prevajala tudi v angleščino tekste, prevajala nam je v slovenščino njihove tekste. Imeli smo tudi nekaj dvojezičnega, trojezičnega, skratka, revija je postala, ni bila Provinca, dejansko smo ji dali bolj provokativno ime, ne, Provinca,
biti provencionalen, ampak zdaleč od tega, ne. Zelo široka je bila revija, zelo izven teh okvirjev je šla in slogovno in prostorsko, skratka nismo se omejevali. Ampak v enem hipu pa ugotoviš, da enostavno ne zmoreš več, da te je ta revija prerasla, da zahteva malo drugačen, mogoče bolj profesionalni pristop in takrat je potem revija prešla pod okrilje založbe Volosov hram, na kar sem zelo ponosna, ker danes se revija torej izdaja, tiska se, ne, v tiskani obliki, tako da lahko tudi se na njo naročite, lahko jo kupite, lahko si jo tudi sposodite v knjižnici, torej v knjižnici je dostopna tudi v tiskani obliki, tako da moram reči, da revija ni izgubila svoje kvalitete, da je odlična in da bo revija rasla, ne. Da si zasluži tudi v slovenskem prostoru torej svoj prostor, da ljudje spoznajo. Ja, to je to. Zdaj pa iz ene take varne razdalje kot ustvarjalec začetni revije, pa če gledaš, kako ta otrok raste, se razvija, ne. Tako da ja, moram tudi povedati, da Robert Titan Felix, ki je danes v bistvu glavni urednik revije in tudi direktor, no, moram reči, založbe, ki to revijo tudi pisno oziroma v tiskani obliki izdaja, da je tudi on bil v bistvu ves čas del naše ekipe province, tako da je ves čas soustvarjal in nekako naravno je bilo, da potem v bistvu preide na njegovo založbo zadeva. Tako da zadeva se nadaljuje v stilu show must go on. Kar me veseli, ne. Ja, no vsaj v bistvu ste prišli kar daleč, ker dejansko je teh revij spletnih eno malo morje in zdaj priti z nekega entuziazma, z nekega zastonjkarskega druženja v imenu pač literature in kulture do neke res prepoznavne revije, pač ni kar tako, ne. Ja, recimo naj povem, da revija v digitalni obliki, ne, zaradi tega, ker je bila tako široka, ne, mi smo zabeležili na digitalni reviji po 20,000 ogledov, ne. Zdaj, koliko je to bilo realnega, koliko je prebralo, pa katere članke zdaj vpogleda v to nimamo, ampak beležili smo pa toliko vpogledov na revijo, ne, tako da to nam je dajalo krila takrat, ne. Ja, to verjamem, ja. Kaj pa z avtorji pa recimo nikoli niste imeli težav, da recimo bi morali, ne vem, da bi bilo težave v tem smislu, predvsem moram reči, da ta mentaliteta, ne bi rada zdaj bila pristranska, ampak recimo v državah bivše Jugoslavije, da je mogoče malo drugačen odnos do literature, tudi drugačen odnos do revij, ki objavljajo literaturo, nekako spoštovanje. Moram reči, da smo imeli tako gužvo z avtorji, ki so v bistvu se želeli v provinciji predstaviti, da mogoče tu je bila težava, ne, ker je ta provinca iz, ne vem, 100 strani kar rastla. Postajala je zelo ogromna, neobvladljiva, ne, in težko je potem nekomu ne dati možnosti. Mi pa smo fokusirani predvsem, dobro, objavljali smo tudi avtorje, ki so uveljavljeni, ampak rekli pa smo, da bo pa primarno poslanstvo vedno pa ostalo predstavljanje avtorjev neuveljavljenih, iskanje tistih talentov, ki ne poznajo vrat, ki jih morajo odpreti, da bojo lahko prišli pač v ospredje, ne, da bo njihova literatura prišla do bralca. Tu smo želeli narediti ta korak, bili smo na nek način most, ne, med njimi pa med bralcem. Ja, no mislim, da revija vsekakor ima dolgoročno, mislim, da pač nekako ne more izumreti, ker je
takih avtorjev tudi veliko in tudi drugemu recimo s tem, ne vem, nekako odpirajo prostor, ne. Ja, se strinjam. In ja, verjamem, da bo revija ostala in da bo pač tudi ostalo to njeno primarno poslanstvo, da bo dalo možnost vsem tistim avtorjem, ki pač rabijo svoj prostor in še iščejo svojo publiko, če lahko tako rečem, svoje bralce, ne. Pa vsak slog, pa vsak avtor ima svoje bralce, ne. Samo najti jih je pač potrebno, do bralca mora zadeva priti, ne. Ja, in kot si rekla, da pač ostane na tem nivoju, da je pač namenjena specifičnemu avtorskemu naboru, ne. Tako je. Ja, super, Aleksandra, hvala ti tudi za ta tvoj prispevek glede province. Meni se je vsekakor zdelo pomembno, da jo nekako malo dava na piedestal, že zato, ker pač tudi najina publika danes verjetno tudi izhaja iz nekega zanimanja in najbrž je tudi kar nekaj tovrstnih avtorjev, ki pač si želijo izvedeti nekaj novega, ki lahko kaj, ne vem, najdejo ali pa mogoče tudi objavijo. Tako da... Ja, hvala za povabilo v vašo oddajo. Moram reči, da je bilo zelo prijetno klepetati. Ja, in da je čas zelo, zelo hitro minil. Ja. To pa je prekletstvo takih pogovorov, da lahko dejansko potem bi še nadaljeval v tem, ne. Ampak Aleksandra, dajva za danes lepo tako pustiti, naj te teme odzvanjajo še zdaj v poslušalcih, pa mogoče se ob tvojem naslednjem izdanem tekstu spet vidiva, ga predstaviva in še takrat kakšno... Bom zelo počaščena in vesela vašega vabila. Te pa hvala, Aleksandra, in vse naprej na umetniški. Hvala lepa. Ja, hvala. No, vam, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, pa se lepo zahvaljujem, da ste nama prisluhnili. Mi se pa vidimo čez 2 tedna spet v oddaji Splet besed. Bodite lepo pozdravljeni in nasvidenje.